Dober dan želim. Spoštovana ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, spoštovani predstavniki Državnega sveta in Državnega zbora Republike Slovenije, pomembni gostje in udeleženci 6. strateške konference vrednost inovacij, trajnostni in ciljno usmerjeni zdravstveni sistem. V imenu organizatorjev današnje konference in sicer Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb in Kemijskega inštituta vas prav lepo pozdravljam. Kako zgraditi zdravstveni sistem, ki omogoča vlaganje v raziskave in razvoj, če vemo, da so te ključne za razvoj prav vsake družbe? Kako zgraditi sistem, ki bo bolnikom zagotavljal dostop do inovativnih zdravil, inovacij v zdravstvu, torej inovativnih zdravil, cepiv, tehnologij, terapij? Vse te namreč rešujejo življenja in omogočajo kakovostnejši vsak dan slovenskih bolnikov. Kako torej ustvariti trajnostni in ciljno usmerjeni zdravstveni sistem? O teh in drugih vprašanjih razmišljamo danes tukaj v dvorani Državnega sveta. Čeravno bi o teh vprašanjih morali razmišljati že včeraj in vendar bolje, kot da bi se s temi dilemami ubadali jutri. Naj za uvodni pozdrav najprej poprosim gostitelja današnje konference, magistra Petra Požuna, predsednika Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Državnega sveta Republike Slovenije. Izvolite. Hvala. Spoštovane udeleženke in udeleženci posveta, spoštovana ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, spoštovani gostje. Dovolite mi, da vas v imenu Državnega sveta Republike Slovenije prav lepo pozdravim v dvorani našega drugega doma slovenskega parlamenta, v kateri vaša strateška konferenca vrednost inovacij gostuje že drugo leto zapored. V Državnem svetu Republike Slovenije smo vedno ponosni na svojo vlogo stičišča različnih družbenih interesov, zaradi česar lahko ta naša dvorana predstavlja idealen prostor za izmenjavo stališč o pomembnih razvojnih vprašanjih družbe. Letošnja osrednja tema konference, trajnostni in ciljno usmerjeni sistemi zdravstvenega varstva, je zagotovo več kot aktualna, tako z vidika slovenskih, evropskih kot mednarodnih smernic trajnostnega razvoja in skrbi za dolgoživo družbo. Zdravstveni sistem se namreč čedalje bolj pogosto v strateških dokumentih držav in različnih mednarodnih povezav prepoznava kot enega od ključnih nosilcev razvoja sodobne družbe. Zato ni vseeno, v katero smer ga vodimo. V smer zagotavljanja čim boljše zdravstvene oskrbe, čim širšemu številu uporabnikov ali v smer bogatenja in privilegijev posameznikov ali skupin. Skušati ga moramo prilagoditi zahtevam sodobne družbe, njenim zmožnostim, vključno s pričakovanji ter potrebami posameznikov kot osrednje gonilne sile družbenega razvoja. Demografske napovedi o intenzivno starajoči se družbi so realnost, ki se ji vsekakor ne moremo izogniti. Prav tako tudi nevedno večjim izzivom pri zagotavljanju vzdržnosti zdravstvenega sistema ter hkratnemu zagotavljanju visoko kvalitetnih zdravstvenih storitev čim širšemu krogu uporabnikov. Ravno v tem segmentu lahko uvajanje novih tehnologij in raziskovanja odigrata ključno vlogo z odkrivanjem vedno boljših metod zdravljenja in preprečevanjem nastanka novih obolenj, kar pa mora biti prilagojenim možnostim financiranja. Da inovativnost v zdravstvu ne more biti samoumevna, da potrebuje določene finančne spodbude in da se investicije v zdravstvo na dolgi rok povrnejo v obliki nižjih družbenih stroškov zaradi obolevnosti ter dviga kakovosti življenja, ste ugotavljali že na lanskem srečanju. Prav tako ste poudarili, da sta učinkovitost in ekonomičnost razporejanja sredstev v veliki meri odvisna od odločitev, ki morajo biti podkrepljene z zanesljivimi podatki. Letos boste stopili še korak naprej in iskali ravnotežje med pričakovanji in vizijami znanosti na eni strani ter skrbnostjo za vzdržnost zdravstvenega sistema na drugi strani. Želje po napredku in pričakovanju ključnih nosilcev inovacij na področju zdravstva, raziskovalcev in znanstvenikov, namreč zelo hitro trčijo ob realnost finančnih zmožnosti sistema oziroma družbe kot celote ter prioritet, ki jih opredeli politika.
Vsi se zavedamo, da je obdobje gospodarske krize v zdravstvenem sistemu pustilo težke posledice. Kot smo večkrat opozorili tudi v razpravah v Državnem svetu, je v kriznem obdobju izrazito primanjkovalo sredstev že za ustaljene zdravstvene dejavnosti, kaj šele za vlaganje v inovacije in razvoj. Pred oblikovalci javnih zdravstvenih politik zato niso enostavni izzivi, saj se od njih pričakuje, da bodo oblikovali politike, ki bodo usmerjene v paciente in jim zagotavljali visoko stopnjo varnosti zdravstvene obravnave, hkrati pa bodo učinkovite in vzdržne z ekonomskega vidika. Nažalost, so ob obmembni vzdržnosti sistema še vedno največkrat v prvi vrsti pomisli na stroške, bodisi progresivno naraščajoče stroške zdravstvene oskrbe, bodisi na, zlasti v začetnih fazah, stroškovno precej obremenilne investicije v napredek. Pri tem se je potrebno zavedati, da med njimi obstaja pomembna razlika. S premišljenim vlaganjem v slednje se namreč lahko posredno ali neposredno vpliva tudi na zniževanje prvih. K zavedanju o velikem pomenu inovativnosti kot neodtujljivem delu zdravstvenega sistema lahko pripomorejo tudi takšna posvetovanja, kot je vaše današnje. V Državnem svetu se namreč še kako dobro zavedamo pomena pretoka pravih informacij od stroke in širše zainteresirane javnosti v sfero politike. Izkušnje in prakse in znanstvena dognanja so lahko odlična podlaga za oblikovanje politik in ciljev razvoja tudi na področju zdravja. Ravno zdaj, ko se korak za korakom prenavlja sistem zdravstvenega varstva in poskuša ustrezneje razporediti oziroma poiskati nove vire financiranja sistema, je pravi čas tudi za pogovor o tem, da trajnostno naravnana inovacijska aktivnost na področju zdravil, medicinskih pripomočkov in zdravstvenih tehnologij ter vzdržnost sistema lahko stopajo z roko v roki. Seveda, če bomo znali sredstva, ki so na voljo, usmerjati smotrno in z jasnimi cilji. V Državnem svetu smo prav tako že večkrat opozorili, da mora ključen element zdravstvenega sistema ostati človek, pacient, njegova pričakovanja in potrebe. Navedeno je potrebno upoštevati tudi kot vodilo pri odločitvah o sistematičnem vlaganju javnih sredstev v nove tehnologije. Podlago za tovrstne premišljene odločitve lahko ponudi tudi koncept vrednotenja zdravstvenih tehnologij, ki je sicer v osnovi usmerjen v iskanje dejstev in dokazov kot podlage za vlaganje v posamezne tehnologije, a je hkrati po svoji vsebini zelo kompleksen. Ne dotika se namreč zgolj vprašanja varnosti, stroškovne in klinične učinkovitosti posameznih zdravstvenih tehnologij, ampak tudi širših, družbenih, etičnih, medicinskih in pravnih vprašanj njihove uporabe. Kot pomemben element zagotavljanja vzdržnosti sistema se koncept vrednotenja zdravstvenih tehnologij že prepoznava v posameznih strateških in drugih dokumentih Republike Slovenije. Med njimi v resoluciji v nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 skupaj za družbo zdravja. Manevrskega prostora za njegovo bolj poglobljeno praktično uporabo pa je zagotovo še več kot dovolj. Spoštovane, spoštovani, vedno znova nam novi in novi impresivni znanstveni dosežki na različnih področjih, tudi in predvsem na področju medicine in zdravstva, dokazujejo, da meja ni. Postavljamo in rušimo jih lahko le sami, zavestno, odgovorno, z mislijo na naše in bodoče generacije. V imenu Državnega sveta Republike Slovenije vam želim pestro in plodno razpravo. Hvala. O trajnostnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji so v zadnjih mesecih še bolj kot običajno razmišljali na Ministrstvu za zdravje, kjer so morali za izgubo slovenskih javnih bolnišnic pripraviti interventne ukrepe. Ministrica za zdravje, gospa Milojka Kolar Celarc, beseda je vaša. Hvala za besedo, ampak ne bom danes o interventnih ukrepih. Lahko pa začnem tale nagovor malce drugače, ker prihajam ravno kar iz vlade. Moram reči, da sem vesela in ponosna zaradi tega, ker bo danes šla v javno razpravo do 15. novembra strategija razvoja Slovenije do leta 2030 in mi je lahko, če govorim, ali pa nam je uspelo
v osnovne cilje kakovost življenja za vse, na zelo pomembno mesto dati tudi zdravje. Torej, ne govorimo več samo, da je cilj in ključni edini rast bruto domačega proizvoda, ampak kakovost življenja ali well-being, v katero smer grejo tudi vse strateške diskusije in vizije največjih vizionarjev v Evropi glede zdravja v prihodnosti tja do leta 2040. Tako da mislim, da smo tudi v Sloveniji naredili en pomemben korak, predvsem pa v premik v razmišljanju, da je treba vzpostaviti tako družbo, v kateri bomo vsi zadovoljni z našim življenjem. In enega od kazalnikov, kakšna so pričakovana zdrava leta ob rojstvu, je pa to seveda individualna ocena in percepcija, da bomo bistveno bolj pogumni in optimistični, ker zelo zaostajamo za povprečjem EU in ne boste verjeli, ženske celo bolj kot moških, da bomo prišli tja na 65 leta. Zaradi tega sem vesela in ponosna, da smo zmogli, bi rekla, tudi znotraj vlade zdravju dati pravo mesto, kar pomeni v vse politike v bodoče tja do leta 2030. Spoštovani državni svetnik, magister Peter Požun, spoštovani direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Marjan Sušelj, spoštovani predstavniki Kemijskega inštituta in Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih družb, spoštovani predstavniki društev bolnikov in spoštovani vsi ostali, ki ste danes tu na 6. strateški konferenci vrednosti inovacij. Razmislek o tem, kakšen naj bo zdravstveni sistem v Sloveniji, ki bo trajnosten in ciljno naravnan, smo opredelili že z našim strateškim dokumentom, to je resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. To resolucijo, kot veste, je sprejel Državni zbor. S tem strateškim dokumentom smo si začrtali spremembe, ki si jih želimo in ki jih tudi že uvajamo v naš zdravstveni sistem. Zelo sem ponosna, da smo uresničili že velik del nujnih zakonodajnih sprememb. Pred nami pa sta dva velika, zahtevna oreha, če temu tako rečem, in to je po praktično 25 letih nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in čisto nov zakon o dolgotrajni oskrbi, o katerem se v Sloveniji pogovarjamo že 15 let, pa žal ni bilo, ne vem, energije, znanja ali volje, da bi prišli z predlogi pred javnost. Oba ti dva zakona seveda zagotavljata trajne in stabilne vire za dolgoročno stabilen način financiranja našega zdravstvenega varstva in seveda za kakovostno, dostopno in pa inovacijam odprto zdravstvo. Mednarodni kazalci potrjujejo, da na področju zdravstva hodimo vštric z najnaprednejšim. Vsakič, ko imam priložnost, to povem. Prepogosto mi sami jemljemo preventivne preglede, programe, referenčne ambulante, solidarnost, mrežo nujne medicinske pomoči, dostopnost do novih, inovativnih zdravil in vse vrhunske zdravstvene storitve, kar za samoumevne, da se zgodijo same od sebe. Pa temu seveda ni tako. Slovenija je po letošnjih podatkih Svetovnega gospodarskega foruma najbolje uvrščena prav po področju zdravstva. Na 14. mesto
med 137 državami in je zaslužno za to, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti napredovala za celih 8 mest. Ponosni smo lahko na vrsto inovacij v zdravstvu. Naj jih naštejem le nekaj. V letu 2016 smo končali projekt e-recept. Zanj bomo jutri prejeli nagrado Informacijska jagoda, ki jo podeljujejo v okviru mednarodne informacijske konkurence na Inštitutu Jožef Štefan. Letos smo uvedli e-napotnico, ki bo pomembno prispevala k ureditvi in transparentnosti čakalnih seznamov. S projektom Intravizor skupaj z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije zbiramo podatke o porabi in ceni zdravil in medicinskih pripomočkov v bolnišnicah. Naj izpostavim še farmakološke inovacije ter uvajanje in uporabo novih zdravil, ki rešujejo življenja, zmanjšujejo potrebe po drugih zdravstvenih storitvah in izboljšujejo kakovost življenja in zmožnost za delo. Posebno dobre rezultate zdravljenja imamo z biološkimi zdravili, ki so dobila dovoljenje v zadnjih 15 letih in so izrazito izboljšala zdravstveni izide bolnikov z multiplo sklerozo in upočasnila napredovanje te bolezni. Tudi nove metode zdravljenja revmatoidnega artritisa upočasnjujejo napredovanje bolezni in celo izboljšajo zdravstveno stanje. Kar za 20% so nove terapije v zadnjih 20 letih znižale umrljivost zaradi raka. V tem času je velik napredek pri zdravljenju bolnikov z virusom HIV, prispeval k znižanju smrtnosti kar za 80%. Uspešno obvladovanje te bolezni je spremenil to bolezen iz smrtne v kronično bolezen. Moram poudariti še nekaj, kar se mi zdi pomembno, kar je del našega koncepta. In to veste, da se zavzemamo za koncept javnega, vsem dostopnega zdravstva, ne glede na dohodek ali premoženje posameznika. Poleg ekonomskega, pri nabavah upoštevamo tudi etični vidik. Kljub majhnosti našega trga nam uspeva zagotavljati zelo širok nabor novih, inovativnih zdravil. Pacienti jih pri nas lahko dobijo primerljivo hitro z drugimi evropskimi državami, kljub temu, da v Sloveniji dajemo za zdravstveno blagajno bistveno manj denarja po glavi prebivalca kot nekatere druge države. Naprimer, več kot polovico manj gledano primerjalno nakupno moč kot ena Nemčija, Avstrija. In imamo na mnogih področjih boljše rezultate, kot jih imajo te države. Pacienti dobivajo inovativna zdravila relativno hitro, kar pa seveda ni samoumevno. In mi na Ministrstvu za zdravje že danes peljemo aktivnosti skupaj z nekaterimi državami Evropske unije, ker se zavedamo, da dolgoročno bo zelo težko slediti, da bomo našim pacientom še vedno lahko preskrbeli večino teh inovativnih zdravil za zdravljenje. In mislim, da so to vse razlogi, na katere moramo biti ponosni. Zahvaljujem se organizatorjema, tako Mednarodnemu forumu znanstveno-raziskovalnih farmacevtskih družb, kot Kemijskemu inštitutu, da sta omogočila odprt pogovor in predstavitev različnih pogledov ter predlogov za prihodnost slovenskega zdravstva. Zato vam želim uspešno delo, veliko dobrih idej, ki verjamem, da bodo lahko doprinesle še k boljšim rešitvam. Hvala.
Gospa ministrica, jaz bi vas prosila, če nam dovolite, za eno vprašanje, glede na to, da zaradi obveznosti ne boste mogli biti prisotni na okrogli mizi. Gre pa za predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju in nek njegov delček, o katerem nam bo verjetno gospa Mate več povedala na okrogli mizi. Predvideva se Inštitut za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. To je tisti del, ki nas seveda zanima, kajti temu z dokazi podprtem odločanju in informiranim odločitvam v zdravstvu je bila lani posvečena cela ta 6. oziroma takrat 5. strateška konferenca. Torej, zanimalo bi me, če mi dovolite, kako ne bi ta inštitut pravzaprav izgledal v praksi, bi bil znotraj obstoječih organizacij, kdo bi ga sestavljal in kakšne bi bile njegove pristojnosti. Hvala lepa. Ja, glejte, res, Slovenija do danes nima na neki sistemski ravni urejen način uvajanja tako imenovanega HTA, ali Health Technology Assessment tehnologij v, bi rekla, redno financiranje ali pa v programe zdravstva. Zdaj imamo, kar verjetno ste seznanjeni, nek sistem, da pridajo podani predlogi, zdravstveni svet jih skupaj s posebno komisijo za finančno-ekonomska vprašanja ovrednoti in potem seveda, če zadostijo nekaterim kriterijem, zdravstveni svet to sprejme in predlaga seveda Zavodu za zdravstveno zavarovanje, da to sprejme v redni program. Dovolite mi pa, da vam vseeno mogoče povem še malo ozadja, ki ga srečujem zelo pogosto, ko se srečujem na evropski ravni z kolegi ministri za zdravje ostalih držav. Tu mogoče ne boste vsi veseli ali pa happy, če to povem. Glejte, ja, farmacevtska družba je mnogo pred nami in dela korake, velike korake, bi rekla, pred tem, kakor mi v zdravstvu. Dogaja se, ampak to je vse splošni pojav, da se recimo iz trga jemlje tudi neke učinkovine zdravila, ki so zelo učinkovita, ampak seveda nimajo dovolj razlike v ceni, če hočete, ali pa se dovolj ne služi za njih. Pa jih proizvajalci seveda umikajo, ne proizvajajo več in jih umikajo iz trga. Tako da to je, bi rekla, en sklop problemov, s katerim se soočajo v vseh državah. Drugi sklop, kjer smo pa mi posebej ranljivi, kot zelo majhni in nezanimivi tržno za te velike farmacevtske družbe, predvsem ta nova dognanja, mi rečemo to inovativna zdravila, ki so po pravilu zelo, zelo draga. Zaradi tega je na nivoju Evropske unije več iniciativ, ki se povezujejo, jaz jih zdaj ne bi omenjala, mi moram povedati, da se z mojimi kolegi udeležujemo vseh, ker pač ocenjujemo, kje bi bilo mnenje za Slovenijo najprimernejše mesto. Moram reči, da bomo prvič pristopili k skupnemu javnemu naročilu za cepiva, za pandemsko gripo, ker se je pač tudi na nivoju Evrope ugotovilo, da se na ta način lahko doseže boljšo ceno in pa tudi, bi rekla, pravočasno dobavo. Moram reči, da imamo pri nam zelo dobro založenost z zdravili. Meni mnogi drugi ministri, bom rekla, so mi kar malo ljubosumni ali pa favšljivi, pa bom lahko omenjala tudi take države, ki si mogoče ne boste mislili, dobro, Bolgarija, Romunija ni, ampak recimo, ne vem, tudi Portugalska ali pa še kdo drug. Je pa res, da vsak minister ne pove čisto odkrito, kako se pogaja s farmacijo. Jaz sem že večkrat poskušala z raznimi ministri, tako bi rekla, videti, kakšne pristope pa imajo. V glavnem zadeva gre v to smer, da se bo treba skupaj usesti. Ideje so celo v tem, da bi se, bi rekla, skušalo s farmacijo tudi dogovoriti,
kakšne bojo potrebe po posameznih zdravilih, da bi mogoče se v nekem meru celo financiral ta razvoj, zaradi tega, da bi tudi farmacija vedela, kakšen je bodoči trg s temi zdravili. No pa da se vrnem k konkretnem, ampak bom malo še skrivnostna, dokler ne bo koalicija do konca potrdila zakon, glede na to, da to danes ni optimalno urejeno in to, kar je naše stališče na ministrstvu že cel čas, da moramo dobiti, kako bom rekla, profesionalno organizacijo tega uvajanja novih tehnologij, pri čemer pa je treba upoštevati in dati na tehtnico učinek za pacienta vis-a-vis vrednosti ali pa denarja, ki ga za to damo. Temu se reče v bistvu, kakšen je, kot rečemo mi, oprostite, health outcome glede na ceno tega zdravila. Ali doprinese k, ne vem, bom rekla, večji kakovosti življenja, hitrejšemu okrevanju, zmanjševanju bolniških, kot bi rekla, neka cena družbe, ali je vredno tega denarja glede na to, kaj nudi pacientom. In to bo naloga tega inštituta. Moram reči, mi dobimo ošpice, če govorimo o agenciji, mora biti strogo profesionalna, neodvisna, glede kje in kakšni obliki, kako še bo, o tem pa se bo zelo kmalu zvedela, ker če vam povem, da je naš načrt, da bomo v 10 dneh dali v javno razpravo zakon o dolgotrajni oskrbi in da je ZZVZZ-1 praktično končan, še nekaj finančnih pik je treba dati, tako da jaz sem optimistična in verjamem, da bo tudi ta vlada zmogla še, da končno oba zakona sprejmemo. Hvala. Najlepša hvala, gospa ministrica, za ta odgovor in tudi za vaše nekaj spodbudnih informacij bilo v vašem nagovoru in hvala lepa zanje.